Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. 1. decembrski Posavski obzornik začenjamo z urejanjem struge Sevnične. Preverili smo tudi, kako potekata gradnji novega vrtca v Dobovi in prizidka Valvazorjeve knjižnice v Krškem. Druženje pa bomo sklenili v družbi čebel in plemiške družine Moškon. V marsikaterem slovenskem kraju se v primeru obilnih padavin ljudje bojijo naraslih voda in plazov. Tudi v sevniški občini, zato so se zaradi boljše poplavne varnosti lotili prve faze urejanja struge Sevnične, za kar so podpisali pogodbo že v začetku leta. Vodotok je izredno poplavno dejaven in v preteklosti je največ preglavic povzročal v urbanem delu Šmarja. Projekt njegove ureditve ima dolgo zgodovino, saj sega še v čas gradnje hidroelektrarn. V tistem času je projekt vodil Ministrstvo za okolje in prostor, potem je bil prenesen na Direkcijo Republike Slovenije za vode. In glede na zaostanke na projektu je občina potem prevzela koordinacijo, usklajevanje v prostoru, usklajevanje z lastniki mejnih zemljišč, izdelava projekta, zato da smo projekt pospešili. Sama pogodba za izvedbo je bila podpisana, sedaj dela že tečejo in v naslednjem letu se zaključuje na prvi fazi. Ureditev Sevnične je pomembno z več vidikov. Prvi razlog je seveda varnost, drugi razlog je zgled, tretji razlog je pa tudi funkcionalnost. Mi imamo ob Sevnični, ob izlivu eno lušno gostilno, ki verjamem, da bi z ureditvijo nabrežine in splošno ureditvijo tam samo pridobila na obisku in na svojem ogledu. Predvidena je ureditev korita potoka z razširitvijo dna in nadvišanjem obrežnih zidov do potrebne višine. Glede na slabše stanje obstoječih podpornih zidov je predviden še nov obrežni zid na pretežnem delu obravnavanega odseka. Ta prva faza izvedbeno nekako pomeni 1 600 000 evrov in v realizaciji v letu 2020 in 2021. Lokalna skupnost se bo lotila tudi postopkov za drugo fazo sanacije vodotoka in urejanja Vranskega potoka v Lončarjevem dolu. V Lončarjevem dolu se je letošnjem letu kar zelo veliko delalo. Uredila se je cesta do središča vasi. Samo jedro vasi je zdaj res opremljeno s pločnikom, z lepo avtobusno postajo. Sami prebivalci Lončarjevega dola so res eni posebni ljudje, ki se tudi zelo dosti družijo. Skupaj so stopili in so tudi sodelovali pri teh ureditvah. Problem pa ostaja njihov potok. Zdaj, ta potok je tudi kar zelo veliko poplavljal v preteklosti, tudi te mostovi so bili v zelo slabem stanju, nekaj se jih je saniralo, enega, dva se še mora. Jaz upam, da bo tudi zato se našel denar, za to sanacijo teh mostov. V sevniški občini pa se pripravljajo na velik projekt hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov, v sklopu katerega bodo zgradili povezovalno hrbtenico med že obstoječimi vodovodi v en vodovodni sistem in sicer na obeh bregovih reke Save v dolžini 21 kilometrov. Javno podjetje Komunala Sevnica skrbi za 11 vodovodnih sistemov v občini. 85% vseh prebivalcev občine živi na takem področju in tako zgoščeno, da so predvideni, tisti, ki seveda še niso, da se oskrbujejo v okviru javne vodooskrbe. V ta namen imamo v občini 11 vodnih virov, od tega je 9 globinskih vrtin, kar je tudi primarna vodooskrba prebivalstva. Strmimo tudi za prihodnost, da se še kakšen dodatni vodni vir poišče, da se zagotovi ta kontinuirana, predvsem pa varna vodooskrba za vse prebivalce. Še večjo varnost vodooskrbe bodo v prihodnje med drugim zagotovili s hidravličnimi izboljšavami vodovodnih sistemov. Projekt, ki bo povezal več kot 10 000 uporabnikov, je razdeljen na 8 sklopov. S temi hidravličnimi izboljšavami pa nekako še povezujemo ta del Sevnica, vodovodni sistem Primož, potem nov vodovodni sistem za naselje Šentjanž, povezava sistema Sevnica s sistemom Zabukovje in pa
razširitev te vodooskrbne mreže proti krajevni skupnosti Loka. Vodovodni sistemi se vse bolj povezujejo v celovit sistem. To hrbtenično omrežje omogoča potem priključevanje posameznih vasi, krajev, zaselkov v javni sistem in to je cilj, ki nekako odgovarja tudi prihajajočim klimatskim spremembam. Izredne situacije, tudi suše, so vse pogostejše in to je tudi priprava na take situacije. Za vseh 8 sklopov so gradbena dovoljenja že pridobili, izvedba hidravličnih izboljšav pa je predvidena v letih 2021 in 2022 iz naslova kohezijskih sredstev. Vloga za neposredno potrditev projekta je v zaključnem usklajevanju, predvideni obseg projekta pa znaša okrog 3 milijone evrov. V brežiški občini v letošnjem letu veliko pozornosti namenjajo vlaganjem v šolstvo in predšolsko vzgojo. V Dobovi so tako v začetku julija podpisali pogodbo za gradnjo novega 5-oddelčnega vrtca. Šolski kompleks v Dobovi poleg vrtca vključuje še šolo in telovadnico, ki sta bili letos deležni energetske sanacije. Energetska sanacija, ki smo jo začeli, pomeni spremembo načina kurjave. Se pravi, da bomo šli na zeleno energijo, potem takem pomeni tudi to, da smo dobili nova senčila, nova okna, da imamo fasado, ki je izolirana z 15 cm. To pomeni vse energetske prihranke, zamenjena so svetila, tako da pričakujemo, da se bo v zvezi s tem sama energetska bilanca bistveno izboljšala. V poletnih mesecih pa so na šoli opravili vse potrebno, da so otroke iz vrtca, ki so ga porušili, preselili v šolo. Na podstrešje pa smo predstavili višje generacije učencev, tako da dejansko z dodatnimi prostorami smo rešili tudi prostorsko stisko, da so lahko otroci v tem času, ko se vrtec gradi, v šoli oziroma v Dobovi. Podstrešje je veliko in gor smo pridobili nove prostore za delo v manjših učnih skupinah. Na ta način smo pa potem lahko sprostili tudi učilnice razrednega pouka, tako da smo zdaj začasno namestili notri vrtec. Imamo sicer stisko, vendar bomo za voljo novega vrtca to nekako premagali, nekako smo se zdaj že umestili, tako da bomo lažje počakali novega vrtca. Stari montažni vrtec je bil star že več kot 40 let in precej dotrajan. Torej, novi vrtec bo imel 5 igralnic. To je eno igralnico več, kot je imel stari vrtec. Seveda bodo pa te igralnice ustrezale normativom, ki jih pravilnik predvideva. Stari vrtec že zdavnaj tega ni dosegal, tako da smo zelo veseli, da bodo naši otroci imeli pogoje, ki jih imajo tudi drugi otroci v drugih vrtcih. Vrtec ne bo imel samostojne kuhinje, saj bo osrednja v šoli, kar je po besedah ravnateljice najbolj smotrno. Imel bo tudi prostor, večnamenski prostor. Otroci bodo imeli izhode iz igralnic na igralne terase in potem tudi ven na igrišče. Tako da se zelo veselimo, ker bodo res pogoji bistveno, oziroma ne da se sploh primerjati, kakšne pogoje bodo otroci imeli sedaj in to, kar so imeli prej. Že sedaj imajo otroci v šoli boljše pogoje, kot so imeli v starem vrtcu. Gradnja vrtca poteka normalno in v časovnih rokih, tako da naj bi jo zaključili do konca prihodnjega leta. V Dobovški vrtec je vključenih približno 120 malčkov, z novim vrtcem pa ne bo bistveno več novih mest. Pač pa bodo vsi otroci vrtca nameščeni v vrtcu, ker zdaj smo že kar nekaj let imeli oddelek vrtca v šoli, zato ker enostavno nismo imeli kam namestiti otrok. Tako da to bo zdaj
bomo rešili ta problem. Če pa se bo slučajno zgodilo, da bo imeli še več otrok, kar je naša želja, pa bomo pa še lahko v šoli kakšnega uporabili, kakšen prostor, če bo to narekovala situacija. O 5 oddelkih vrtca na osrednji lokaciji v Dobovi imajo še 2 na podružnični šoli v Kapelah. V Krškem so dlje časa čakali na gradnjo prizidka Valvazorjeve knjižnice, ki stoji v starem mestnem jedru. Osrednja knjižnica za Krško in Kostanjevico na Krki s približno 6000 aktivnimi člani deluje od leta 1988 v prostorih kapucinskega samostana in ima v upravljanju tudi baročno kapucinsko knjižnico. Gradnja prizidka zdaj pospešeno teče. V preteklih mesecih so odstranili del spomeniško zavarovanega opornega zidu, zgradili temelje in povezavo komunalnih vodov do objekta, kot so ogrevanje, voda in elektrika. Prizidka se v knjižnici že zelo veselijo. Samostan je prekrasna zgradba, ki pa za moderno knjižnico same razširitve dejavnosti nažalost ne omogoča. Zato smo veseli tega prizidka. Kajti sedaj smo težko imeli kakršnokoli prireditev v knjižnici oziroma smo imeli zelo stisnjeno, težko smo imeli kakšne delavnice ali druge dogodke. Če se je napovedalo več razredov, smo si morali zelo dobro logistično pomagati, da smo vse spravili v naše prostore. Gradnja poteka v pravem času, nadaljuje direktorica Valvazorjeve knjižnice, saj trenutno zaradi epidemije v knjižnici ni bralcev in obiskovalcev. To nam pomeni tudi, da nas sama gradnja tako ne vpliva na naše delo. Mi vseeno zelo veliko delamo, zato da bi naši uporabniki lahko bili zadovoljni pri nas. Seveda včasih počutijo to kakšno tresenje zaposleni, vendar pa vse skupaj vodi k dobri, lepi zgodbi, ko bomo lahko ponudili naše storitve v razširjeni knjižnici, kjer bo prostor za več razredov, kjer bomo lahko naredili več dogodkov hkrati. Največja dodana vrednost gradnje je, da bodo vsi oddelki knjižnice po zaključku naložbe združeni pod eno streho. Bodo lahko starši pripeljali otroke v knjižnico ali učitelji razrede in bodo lahko otroci na svojem oddelku, učitelji na svojem oddelku, kajti ponujali bomo čitalnico, tudi kakšne računalniške zadeve, skratka, vsak bo lahko našel kotiček zase in kar je najpomembneje, lahko bodo prišli vsi skupaj. Ne tako kot sedaj starši z otroci pridejo v srednjo knjižnico samo po romane, v mladinski oddelek samo po slikanice, potem pa se seveda v knjižnici ne zadržujejo, kar upamo, da v novi knjižnici se bodo. Z izgradnjo prizidka v letu 2022 pa naložba še ne bo zaključena, saj občina načrtuje tudi obnovo obstoječega samostanskega dela knjižnice, ki meri 1140 kvadratnih metrov. Predračunska vrednost objekta je, torej govorimo zdaj o novem prizidku, je nekje okrog 4,4 milijona evrov, skupaj pa naj bi presegala 7,3 milijona evrov. Tako da nas čaka še kar veliko dela in tudi finančno precej zahtevna investicija. Kar je pa tukaj pomembno pri tem projektu, pa je to, da je sama knjižnica ohranja obstoječi samostan, ki je bil pod vprašanjem, če bi se knjižnica selila na kakšno drugo lokacijo. Tako pa bomo en tak lep objekt, ki je že dolga leta tukaj ali pa že lahko rečem stoletja v Krškem, ohranili in mu dali neko novo podobo in pa predvsem vdihnili novo življenje. Vsa dela naj bi zaključili v letu 2023. Krška knjižnica je sicer ob upoštevanju vseh ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa bralcem dostopna tudi v času epidemije. Tako uporabnikom ponujamo brezstično izposojo, kar pomeni, da si naročijo predhodno gradivo. Za naročanje imajo možnosti tako po spletu, po elektronski pošti, po telefonu, lahko tudi samo pokličejo in jih bo gradivo tukaj čakalo. Mi jim gradivo pripravimo, potem pa se z njimi dogovorimo, ali ga bodo prišli sami iskati ali pa jim ga pošljemo po pošti. Seveda pa živimo v takšnih časih, ko moramo ponujati tudi elektronsko gradivo, tako promoviramo naše baze, ki jih ponujamo, tako lahko berete časopise preko Press Readerja, si izposojate elektronske knjige preko Biblosa. V oktobru pa so se razveselili še ene novosti. Zaživela je namreč posavska potujoča knjižnica Bibliobus, ki so ga poimenovali Bralko in se je med ljudmi zelo dobro prijel.
Ljudje so jo zelo dobro sprejeli, na posameznih postajališčih je že kar gneča, tako da bomo morali verjetno z novim letom tudi urnik malce prilagoditi, tam, kjer je več uporabnikov, pač malce daljši čas stati, tam pa, kjer jih je mogoče malce manj, pa kakšno minuto manj. Dobivamo zelo pozitivne odzive s terena, tako na vožnjo, urnik, razen da seveda čisto vsem željam pa vseeno ne moremo ustreči, se pa trudimo, da je čim več. Bibliobus se ustavlja v 72 posavskih krajih na 87 postajališčih. Zanj pa so ob nedavnem tednu splošnih knjižnic prejeli nagrado za najboljši projekt v splošnih knjižnicah, ki so ga v Združenju splošnih knjižnic v letu 2020 izvedli 8. Kot je zapisala komisija, glavna odlika Bibliobusa ni storitev sama, ampak se inovativnost kaže v pristopu k vzpostavitvi storitve, ki je povezal 10 različnih institucij ter v celostnem pristopu k promociji in zunanji podobi. V okviru programa Razvoj podeželja 2014-2020 imajo slovenski kmetje in čebelarji priložnost, da ob pomoči sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in države v reševanje konkretnih razvojnih izzivov na kmetiji vključijo svetovalce in raziskovalce. Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji predstavlja uvajanje novih možnosti oziroma povečuje različnost dejavnosti na kmetiji. Svojo priložnost je v tem projektu našel tudi čebelar Aleš Gramci iz Krške vasi, ki je svojo razvojno vizijo videl v razširitvi dejavnosti čebelarstva na izobraževanje. S pomočjo projekta in sodelovanja Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana so za potrebe izvajanja neformalnega izobraževanja pripravili strokovni vsebini. To sta tehnike točenja medu in različne priložnosti uporabe medu ter drugih čebelarskih izdelkov. To izobraževanje je potekalo na ena na ena oziroma v teoretičnem pogledu tako, da pač dobimo gradivo, ga predelamo in potem ugotovimo, kaj od tega in na kakšen način se da populaciji prenesti oziroma ciljni publiki predati. Čebelarjem je najbolj zanimivo pogledati, kako delati z nakladnim panjem, ker je malo drugačen od AŽ panja, ki ga vidite v ozadju. Širši populaciji pa je zanimivo pogledati, kako čebelice izgledajo, kaj čebelice počnejo. Za družine, sploh z manjšimi otroki, pa je najbolj zanimivo pravilo točenje medu. Se pravi, kako ti polno naklado pograbiš, jo odložiš, vzameš ven okvir, ga odpreš in potem tisti pokrovčki, ki jih odrežejo, ki se dajo žvečiti in ki jih prežvečijo, in ni nič hudega, tudi če jih pojejo, ker vosek gre neprebavljen skozi naš prebavni trakt, še celo pozitivno deluje, tako na bakterije v ustih, ki zmanjšuje količino bakterij, kot tudi na sam imunski sistem. Pri samem točenju pa vedno pač pridobivamo več različnih vrst medu. Na konkretni lokaciji je običajen cvetlični med, je običajen lipov med in je običajen kostanjev med. Akacija malo zadiši, ampak je premalo, da bi se dalo točiti. Se pravi, cvetlični med je najbolj splošna reč, najbolj poznana. Lipov med je majčken tako bolj aromatiziran, malo bolj po mentolu okus. Kostan je pa malo bolj grenek, se ga pa bolj uporablja za kakšno mazanje, kakšnih ran, ki se že celijo, ki niso več odprte, pa recimo ali pa za kakšne aromatične namene. Začetki njihovega čebelarstva segajo v leto 1945, ko je ded našega sogovornika prišel iz izgnanstva. In ko je prispel domov, mu je človek, pri katerem je bil v izgnanstvu, podaril en panj. In moj ded je čebelaril nekje do leta, če se pravilno spomnim, tam nekje do enega 75. ali pa nekaj takega. Tam nekje je že oče prevzel ali pa še malo prej. No, jaz pa to bolj resno počnem zadnjih 10 let, recimo malo bolj resno te reči delam. Čebelar po duši je diplomant kmetijske šole, ki je zanimanje za čebelarjenje kazal že v času študija. Odkar se sam res ne ukvarja z njim, je razširil pridelavo in ponudbo.
Med je pa tako uporaben za vse reči. Ne. Če ste kdaj sodelovali, ali pa kdorkoli, ki je kadarkoli sodeloval z mano pri točenju medu in ve, da ko greš med točiti, delaš z golimi rokami in imaš roke nekaj ur od medu. Tako pač je pri točenju medu. In potem čudežno opaziš, da imaš čez kakšen dan, dva kožo bistveno lepšo in bistveno boljšo. Zato, ker med kožo prehrani z vseh strani. Ne. Stvar, ki je pa mogoče trenutno malo bolj aktualna, to je pa glede na ta naš virus, v času katerega živimo. Cvetni prah vsebuje ves komplet vitaminov, provitaminov in fitohormonov in vse te reči delujejo izredno pozitivno na naš imunski sistem. Govorimo tako o cvetnem prahu osmukancu kot o cvetnem prahu iz kopancev. Trenutno ima 20 panjev, prideluje pretežno cvetlični in kostanjev med, druge sorte pa so zastopane v manjši količini. Pred leti je pridelal celo med materine dušice. Bilo je eno izredno suho poletje in edino, kar so naše čebelice takrat dosegle, je bila materina dušica. In to je bil izredno aromatičen med, ki v naših krajih ne vem, kdaj ga bomo zopet srečali. Ima tako aže kot nakladne panje. Saj zgodba je prav zanimiva. Ne? Nakladne panje je nabavil moj oče pred 50 leti in so doma ležali. Običajno je oče uporabljal enega oziroma dva, meni se je pa vsa stvar zdela malo bolj zanimiva, sploh iz stališča, ker imam težave s hrbtom. In nakladni panj si pač postaviš na višino, kot jo potrebuješ. Ne? Pri ažejih, sploh recimo, če jih pogledamo, ne, vidimo, da imamo spodaj eno vrsto, potem še drugo in potem še tretjo gor. In spodnjo vrsto delaš ali na kolenih ali čepe. Ne? In če si na kolenih oziroma če si čepe, po kakšne pol urce hrbet počasi začne boleti. Ne? Tule si pa pravilno postaviš. Saj ni potrebno, da dvigneš celo naklado. Lahko si zložiš stvari zraven in dvigneš samo del naklade. Ne? Tako da meni je z tega stališča lažje delati s tem. Ne? Da je lažje delati z nakladnimi panji, se strinja tudi čebelar Damir Lovrič z Novega. Nisi v senci, si na odprtem, lažje manipuliraš, hitreje delaš in gospodarska družina, ki je v panju, lahko ustvariš več prostora, tako da ti ne sili na rojenje takrat, ko je v bistvu največja paša. Ne? Sicer pa je v Sloveniji v zadnjih letih precej govora o boleznih, ki se širijo med čebeljimi družinami, za katere je v prvi vrsti odgovoren človek. Čebelar mora upoštevati vse ukrepe za odstranjevanje parazitov, naprimer v našem primeru čebela hevaroja. Ostale bolezni se pojavljajo, če čebelja družina ni v dobri kondiciji. Torej, v bistvu čebelar mora skrbeti, da ima močne družine in pravilno upoštevati veterinarska navodila za zdravljenje in na to v bistvu nima težav. Prodaja medu se je zaradi zaprtja šol in gostiln na tem segmentu zmanjšala. Se je pa na drugi strani nekoliko okrepila prodaja na domu. Gledano v celoti pa je prodaja na ravni preteklih let, dodaja Lovrič. V današnjem zadnjem prispevku se bomo prepustili kulturi in rodbini Moškon, ki je pustila velik pečat v posavski zgodovini. V Posavskem muzeju Brežice so namreč letos med drugim prenovili stalno razstavo sledi posvetne dediščine Posavja od 17. do 19. stoletja. Umetnostno-zgodovinska razstava z genealoškim grafičnim prikazom in besedo skozi zbirko portretov plemiške rodbine Moškon predstavlja eno najbogatejših rodovin na ozemlju današnjega Posavja, ki je bila sorodstveno povezana z najvplivnejšim kranjskim in hrvaškim plemstvom. Družina Moškon je zelo pomembna, predvsem sicer štajerski del Posavja, čeprav to nikoli ni bilo tako ločeno in so bili lastniki gradov Sevnica, Brestanica, pravi Reichenburg in pa seveda najbolj znani po svojih pišecah, posesti pa daleč naokoli, tako da gre za res pomembno družino, ki je pač še dolga stoletja zdržala, bi lahko rekli, ker poznamo druge družine, ki recimo izumrejo dosti prej, ampak oni so bili več stoletij tukaj prisotni, žal pa seveda na koncu tudi obobožajo, ampak na nek način je to tudi malo dobro za nas,
ker seveda imamo to celovito zbirko teh portretov, pa potem v muzeju dostopno javnosti. Portreti družine Moškon, ki je živela in delovala v Posavju od 16. stoletja dalje, so umetnostna dela neznanih, najverjetneje potujočih mojstrov od srede 17. do konca 18. stoletja in dajejo pogled v oblačilni videz nekdanjih časov. Zgodba te razstave je izjemno zanimiva in je povezana z začetkom muzejev oziroma muzeja za Posavje. Leta 1939 so namreč Krčani in Brežičani oziroma prebivalci obeh okrajev Krško in Brežice ustanovili muzejsko društvo in začeli zbirati dediščino po terenu na različne načine. Ta zbirka je ena prvih, je bila predstavljena tudi na prvi razstavi novembra 1940 in ima še poseben pomen. Namreč dela je v antikvariatu za Poticijan prav posebej za muzej kupil Fran Bonač, industrialec, ki pride v naše kraje leta 1938 in ravno recimo januarja 1940 tudi se ta celuloza prične z delom in aprila on tudi kupi ta dela prav za novo nastajajoči muzej. Se pravi, je povezal oba bregova, ker to je z gradu Pišec. Žal so Moškoni takrat nekako obobožali, njihovo premoženje je bilo na prodaj in moram reči, da smo res lahko hvaležni gospodu Bonaču, da si tako odločil in da je nekako dal vzor najbrž tudi številnim drugim. V tistem času je namreč nastajala bogata zbirka portretov iz celotnega Posavja, a je vmes posegla vojna. Leta 1949 pa je bila to ena prvih zbirk, ki je bila predstavljena v novem muzeju, ki je dobil ime Posavski muzej Brežice. To kaže, da res so naši predniki mislili o tem Posavju, tako načrtovali in bili potem tudi in potem to zasidrali tudi samim imenom leta 1949. Danes, letos smo mi to zbirko osvežili, bi lahko rekli, prenovili, ostala je sicer v istem prostoru, ampak vsi portreti so bili konzervirani, restaurirani, se pravi vse tisto, kar je bilo treba opraviti na njih, da jih lahko ponovno postavimo. To je opravila naša konzervatorsko-restauratorska delavnica, vodja Aleš Vene, sodelavka Nive Slemenšek, naša mlada restauratorka, in to delo sta odlično opravila, kar pa je seveda še zelo pomembno, da smo v to zbirko zdaj dodali tudi 3 portrete, ki so bili kar dolga desetletja v Viteški dvorani in so tam nekako čuvali to dvorano člani popolnoma druge družine, kot je bila pa na tem gradu. Poleg tega so ob prenovi razstave opravili še podrobnejšo raziskavo družinskih vezi, podnapise pa opremili z več podatki, zato je zbirka dobila nov značaj. Dodatno pa bomo še to do konca leta spet dopolnili z povezanostjo oziroma predstavitvijo, kaj je ta družina v Posavju pomenila. Ne samo pač od 17. do 19. stoletja, odkudar imamo pač te portrete, ampak v nekem tem času. To pa pripravlja tudi naša sodelavka Maja Marinčič, tako da se kaže tudi skozi to razstavo, kako je res treba en velik krog strokovnjakov, da nastane in seveda glavni okvir pa dajala to naša kolegica, umetnostna zgodovinarka Oži Lorber. Žal letošnje razmere ne omogočajo, da bi razstavo z uradnim odprtjem predstavili širši javnosti, je pa na ogled na spletu. Hvala, ker ste se družili z nami skozi zadnji mesec leta. Če se le da, stopajte z nasmehom, ker se smehljaj, ki ga nameniš drugemu, vedno vrne k tebi.